Torej, ne, v možganih obstajajo nevropovezave, neurokognitivne nevrosheme, to je kognitivna nevroznanost, dokazala, in te povezave niso pa dokončne, niso absolutne, ampak jih mi z delom na sebi lahko transformiramo. Torej, možgani, noter so živčne celice, nevroni, ki se povezujejo z drugimi živčnimi celicami, v tako imenovane sinapse, torej obstajajo sinaptične povezave, in te povezave seveda niso dokončne in jih mi lahko torej z delom na sebi spremenimo. Torej vsakeč, ko se mi v bistvu odpremo na neko drugo možnost zaznave, se te živčne celice na novo povežejo. Zato, ko delam recimo tudi v terapiji, v bistvu mi delamo z kvantnega polja, reprogramiramo nezavedni in te nove povezave v bistvu ustvarjamo. V bistvu star program dobesedno odstranimo in nadomestimo z novim programom in s tem ojačamo nevromrežo, ki deluje na nov način. Zato lahko vmes med procesom malce glava boli, oziroma malo takem blagi pritisk lahko čutimo, ker se dejansko te živčne celice povsem na novo povežejo. In mi postopno postajamo drug človek. Spreminjamo svoje povezave, svoje vzorce, to seveda vpliva na naš epigenom, malo epigenetike. Torej, mi smo v resnici genetski inženirji. Z vsako mislijo, ki jo mislimo, mi aktiviramo ali utišamo izražanje posameznih genov in v bistvu s tem kreiramo ali zdravje ali pa bolezen, srečo ali pa nesrečo. Torej, nismo uboge žrtve genov, kot so nam govorili pa sugerirali, ampak je v resnici od nas odvisno, kaj bomo v bistvu izbrali v našem življenju. In katero percepcijo bomo potem živeli v tukaj in sedaj. Okay? To je tisti ključni moment. Torej, vsakeč, ko se odpremo na novo možnost zaznave, se nove nevropovezave, nove sinapse ustvarjajo, ki odgovarjajo pač novim mislim, in to se preko nevropeptidov, kemičnih spojin, čustvenih molekul, po krvi, preko hipotalamusa, gre do celičnih receptorjev, preko membrane, do jedra celice in tam spreminja kot lučke na novoletni jelki, aktivira, utiša posamezne gene, vpliva na naš epigenom. To pomeni, da dejansko smo mi odgovorni za naše zdravje. Zato smo rekli, redna meditacija pomaga, vpliva na epigenom, dihalne vaje, delo na podzavesti na vzorcih, vse, kar pač počnemo, vse, kar delamo, vpliva na vse nivoje našega bitja. Čustveno telo, mentalno, eterično, fizično, duhovno, ker smo v bistvu celostna bitja in na vseh nivojih seveda delamo. Torej, mi si v resnici sami non-stop vsak dan ustvarjamo svojo realnost, svojo percepcijo in mi od nas v bistvu kot opazovalcev, smo rekli, odvisno, kako bomo mi videli določeno realnost. Candace Pert, ki je odkrila opiatne receptorje v možganih, predavala tudi študentom na medicinski fakulteti, je rekla, da so naši možgani ustrojeni tako, da v bistvu zaznavamo tisto, kar verjamemo, da je mogoče. Torej, zunaj sebe mi zaznavamo tisto, kar se ujema z vzorci, ki so v resnici v nas samih. Torej, sami si ustvarjamo svojo verzijo realnosti in vse, kar se ne ujema s temi našimi notranjimi tendencami, kar je pogojeno stanje možganov oziroma našimi nevromrežami, za nas enostavno ne obstaja. Torej, vidimo tisto, kar izberemo. Od tistega, kar je za nas preveč neprijetno, se enostavno obrnemo stran in nočemo videti. In to vidimo vsak dan v delu, v terapijah, ko delam z ljudmi. Enostavno ljudje si non-stop lažejo, se sprenevedajo, se pretvarjajo, enostavno nočejo videti resnice. Zakaj? Ker včasih to boli. Včasih je težko pogledati vase v tiste globje, temačne, neke skrite delčke, ker se treba soočiti, se treba poglobiti vase. In dosti ljudi še vedno ne želi se soočiti. Ampak taki ljudje, nažalost, bodo ostali v vlogi žrtve, bodo v nemoči, v boleznih in dosti ljudi bo odšlo, tisti, ki pač ne bodo zmogli spremeniti svojega pogleda na se, pogleda na sveta. In pač tako je, nimamo kaj, rabimo sprejeti, lahko smo sočutni, ker pač le lahko, odpremo srce, če začutimo, lahko pač kaj povemo, lahko rečemo človeku, pač, če je pripravljen kaj narediti, če pa ni, pa pač rabimo tudi to sprejeti. Ne moramo vsem pomagati, jaz sem tudi tle izziv s tem, včasih se hotel cel svet rešiti, vsem pomagati, ne. Pa sem videl, da pač ne gre, določen procent ljudi bo lahko šel naprej, določen procent bo pač ostal tam, kjer je. In žal, tako je, niso še vsi pripravljeni in tudi to rabimo sprejeti in je tudi to pač ok. Ok, torej dejansko
mi smo tisti, mi so kreiramo in kvantno polje eden iz utemeljitev, tudi dr. John Hegelin, utemeljitelj kvantne, eden izmed kvantnih fizikov, ki seveda tudi sam meditira, ne, in zagovarja v bistvu to integracijo znanosti in duhovnosti. V bistvu ljudje smo na videz ločeni med seboj, svet sam po sebi je samo obstojen, ker ga mi tako doživljamo. Ne. Če gledamo to materijo, ne, ni tako trdna, kot se nam zdi zaradi našega uma, kateri reka smo vse energija, ne. Če gremo človeško telo gledati, voda, minerali, vitamini, proteini, težkovine, če gremo še naprej, ogljik, vodik, kisik sestavlja manjši delci atomi. Ne. Atom je pa 99,99% energija. Ne. Če bi razdaljo, ne, med jedrom in elektronom, ne, prenesli v vsakodnevne dimenzije, bi bila več kot 60 km. Ne. Kje je ta trdna materija, kot se nam zdi zaradi našega uma? Ne. Če gremo še naprej, protoni sestavljajo atomska jedra, so sami iz kvarkov. Kvarki so poleg leptonov, bosonov, torej bazični osnovni gradniki materije. Ne. Torej, odkot izvirajo, odkje se pojavljajo, kvantna fizika pač te ravni obstoja pravi enotno polje, torej čista abstraktnost, popolni potencial, torej iz te ravni v bistvu vse izvira, to je naša prava narava, to je v bistvu tisto, kar mi v resnici v samih temeljih zavedanja smo. In ko se mi povežemo s tem izvornim poljem, tam so vsi odgovori, ok, vi lahko dobite intuitivne odgovore, prejšnji seminar smo imeli recimo seminar zunajčutne zaznave tudi na šoli za življenje Ananda in res neverjetno so ljudje dobivali res točne informacije, ne, kako je to možno, ne, naš um res ne ve, ne, ampak tam je pa neomejen potencial in karkoli pač imate izziv v življenju, pejte v stik, vprašajte, boste dobili odgovor, ne, to je tudi del sicer osnovnega teta med seminarja, ampak je prav, da ne stvari povemo, nekateri tudi če niste, a ne, bili, in je pa vedno znova dobro obnavljati, ker ko sem jaz ugotovil, 10% si ljudje takole zapomnejo, potem večina kar pozabijo, zato res ponavljanje je mati modrosti in če vi ponavljate, če delate vaje vsak dan, če meditirate vsak dan, vi krepite nove nevropovezave in stare v bistvu se ne morejo potem tvoriti. Dostikrat se zgodi, človek naredi neko spremembo, naredi en shift, potem pa cona obdobja, pa spet ego skoči, ne, kaj boš to delal, nima smisla, to je brez veze, ne, in te spet pošlje nazaj v staro rutino. Kaj si naredil? Nič. Nažalost si spet šel v staro, si izgubil veliko življenjske energije, naredil shift in potem te je premagal um. Tako da jaz verjamem, da vas ne bo, ne, zato to govorim, a ne, raj varovalka, raj preventiva. Zato, da res ustrajate na novi poti, ni lahko, če gledate vsak športnik, ki je mogel veliko trenirati, veliko vložiti v to, da je pač dosegel neke rezultate, ravno tako je z delom na sebi. Ne. Rabimo se res odvaditi, biti to, kar smo včasih, je proces, je izziv, ampak če redno delamo, če redno vsak dan kreiramo nove nevropovezave, bo seveda sprememba potem trajna. Zato te domače naloge so res ključne in vam res polagam na srce, no, da čim več, kolikor se le da delate, da boste kar najboljše rezultate dosegali. Ne. Torej enost 1,6 na minus 35 potenco metra, torej vse 4 glavne sile, elektromagnetizem, šibka močna jedrska sila, gravitacija se tukaj združijo v neomejen potencial teh neskončnih možnosti. Ne. Po Maxu Plancku se ta konstanta imenuje tudi izvor, Planck nivo, izvor vsega, kar je, torej vsi osnovni delci, kvarki, leptoni, bosoni, ki držijo vesolje skupaj, se v bistvu povežejo v to eno izvorno zavest. Ne? Ok, da vidimo, če je kakšno še vprašanje. Maja, spremembo teh naših nezavednih programov se torej spreminja tudi naša kemična, biološka sestava, absolutno, dejansko obstajajo drugi ljudje. Tako je. Mi se na vseh nivojih dejansko spreminjamo in postajamo nov človek. Okay? Vemo, eno je jačna dvojčka, isti DNK, en živi v stresnem okolju, zboli, dobi raka, en živi v podpornem okolju, pa če je zdrav. Še bolje pa pomembno, kako se mi odzivamo na vplive, ki pridejo iz okolja. Okay? Torej, kakšna je naša percepcija? Lahko je percepcija zdrava, da mi podpira zdravje, lahko je pa pač omejoča, lahko je pa nezdrava. In bom lahko imel tudi dobro okolje, pa zdravo jedo, pa bom še vedno zbolel. Ker ima mogoče noter program samodestrukcije, moram se trpinčiti, moram trpeti, moram garati v življenju, ne zaslužim si dobrega. Ne? In takrat vi zapirate rastne mehanizme, takrat se celice skrčijo, so v krču, v strahu in sploh hranilne snovi ne morejo v bistvu preko celičnih receptorjev priti noter
in vi sploh ne dobite nekih hranilnih snovi, ki jih nujno potrebujete za življenje, in to na dolgi rok seveda je kronični stres v telesu, in če ste vi skozi v stresu, v strahu, torej v nizki energiji, vibraciji, slej ko prej to vodi v bolezen. To je danes tudi znanstveno dokazano in seveda na ta način je kar težko potem človeka premakniti, torej raje delujemo preventivno, torej redno delujemo na sebi, da bomo preprečili te energije.